Miša Nika Weber se je rodila 5 mesecev prezgodaj. To se pri njej najbolj odraža v tem, da ima skoraj 80% izgubo sluha. Življenja brez slušnega aparata si ne zna predstavljati. Kaj meni slušni aparati pomenijo? Pomenijo mi zelo veliko, ker brez slušnih aparatov v bistvu slišim, ampak ne toliko dobro kot recimo s slušnim aparatom. Če dam primerjavo, če nimam slušnih aparatov, se jaz ne bom odzivila, če me kdo pokliče, kot da nič ne slišim skoraj. Kot da slušni aparati mi omogočajo, da slišim in vse. Televizijo dokaj na glas gledam, moja družina to v bistvu ne moti, ker so se pač že navadili, odkar sem majhna, se pravi od 5 let, kar imam slušnih aparatov. Edino, kar je bilo, če so mogli navaditi, da bolj glasno govorijo, ampak to je tudi trenutno vse, včasih pozabijo, da ne slišim in je problem. Kar se tiče znakovnega jezika, jaz v življenju nikoli nisem uporabljala, zato ker sem šolo v bistvu končala v navadni šoli in srednjo šolo, medijsko in grafično. Imela sem težave v osnovni šoli, so me sošolci, bom rekla, zezali s tem. Ker pač oni v bistvu ne razumejo oziroma niso razumeli, kako je biti človek, ki ne sliši. Kako ne predstavljajo si tega, kar si recimo jaz predstavljam. In oni so to mislili, to ni nič, ta ne sliši, ta je gluha, dajmo mi malo se igrati, ne. In tako, je bil problem, Nikakor se nisem mogla vključiti v družbo, tudi če sem se hotela, zato ker ali oni niso razumeli ali jaz nisem njih razumela in je bilo to čisto ven iz skupine in pa sem bila v bistvu skoraj celo osnovno šolo pa srednjo šolo sem bila v bistvu, bom rekla, osamljena. Danes je Miša Nika stara že skoraj 20 let in ima zelo dobro izdelano predstavo o tem, kaj si želi delati. Moje želje so v smeri to, kar sem šolo končala, se pravi medijski tehnik, se pravi video, montaža, fotografiranje sploh, ker zelo rada slikam. Oktobra jo čaka zamenjava slušnih aparatov. Zato se je odpravila na svetovanje k svojemu slušnemu akustiku, ki je znova opravil meritve in dal preizkusiti novejši in zmogljivejši slušni aparat. Moji slušni aparati, ki jih imam trenutno, so nadstandardni. Pripada menjava slušnih aparatov mi oktobra. Kaj se bom pa odločila, pa trenutno še ne vem. Glede na to, da smo danes bili tam, tukaj predstaviti nove slušne aparate, razmišljam, da bi v to smer šla, v te nove slušne aparate, ker uporabljajo Bluetooth pa to, ker bi meni zelo veliko prišlo prav, ker zdaj recimo trenutno, ko imam te slušne aparate, jaz moram v bistvu slušni aparat dol, da se lahko na telefon oglasim ali pa imeti slušalke posebej, da bi v bistvu muziko poslušala, ker drugače ne morem. Niki je bila informacija, da danes niso pametni zgolj telefoni, ampak tudi slušni aparati v veliko veselje. Po 6 letih, če je aparat iztrošen, imajo uporabniki pravico do pridobitve novega slušnega aparata. Se pa v tem času seveda tudi tehnologija kar spreminja. Zlasti v zadnjih letih iz vidika samih aplikacij, iz vidika povezljivosti z drugimi napravami. Seveda so pa tu še spremljajoče tehnološke spremembe, ki pač so vedno v uporabnikovo dobro, se pravi, da je zmogljivejši aparat, bolj sposoben, po zvoku bolj kvaliteten. Razvoj tehnologij, ki lahko pomagajo gluhim in naglušnim, je iz dneva v dan večji. Zato uporabniki pozdravljajo tehnološki napredek, saj jim nove rešitve lahko olajšajo marsikatero življenjsko situacijo.